Iz enega kupa gnojšnice pa pejmo na drug kup. Ameriške volitve so največji šov na planetu, saj kampanja traja več kot 1 leto pred dejanskimi volitvami. 2 leti po izvolitvi ameriški predsednik vklopi CNN in vidi, da se zbirajo že novi nasledniki. Mora biti kar grozen, ne? Kakorkoli, letos je najbolj zanimiva kampanja republikancev, ki so že od zmeraj valilnica klovnov. Največji od vseh je seveda Donald Trump, ki vsak dan poskuša dokazati, da je v resnici zlobec iz Disneyjevega filma. Pravzaprav, a se ga spomnite iz tega filma? Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Pa ko nisi vedel, da je tu mulci sam doma, nisi gledal prvega dela in ti bi rad bil predsednik. Lahko bi ti potegnili, da se je ziher spet zgubil in bi mu pomagal. Ampak tokrat ne bomo govorili o slovenskem zetu, ampak o 2 drugih tepcih. Jeb Bush, brat bivšega predsednika in človek, ki bi imel bolj neumno ime samo, če bi se imenoval Zajeb, je prisegel, da bi ubil dojenčka. If you could go back in time and kill baby Hitler, would you? I need to know. And? Hell yeah, I would. Even if he was really cute? No, look, you gotta step up, man. I mean, that would be key. A ni lušen, no. A buci, bu. Vsega ne bi mogel, no. Je pa treba poudariti, da bi Jeb Bush ubil dojenčka Hitlerja, ne bi ga pa splavil. Ker to je pa naravnost grozno, moraš čakati vsaj nekaj mesecev, da je star. Bi bila pa to dvojna zmaga, ker bi lahko izklopili časovni stroj in Busha pustili v preteklosti. Fajn se mej. Mimogrede, bi vi ubil Hitlerja kot dojenčka? Povejte nam na internetih pod hashtagom ta teden. Jaz vem, da bi brez oklevanja ubil dojenčka, ki bi kasneje izumil bugi ribo. Je pa res, da zakoni potovanja skozi čas pomenijo, da bi v trenutku, ko bi Hitlerja ubil, zginil spomin nanj. Vi pa ne bi vedeli, zakaj ste ravno kar ubili dojenčka. Malo smo zaplavali, sorry. Jaz raz zaplavam, ko govorimo o time travel. Odnesene, no. Preveč filmov si gledali, sorry. Ok, zdaj pa pojmo rajš na naslednjega cepca. Ben Carson, edini temnopolti Američan, ki se strinja z republikanci, je priznal, da je v resnici hotel ubiti mladeniča. Another youngster angered me and I had a large camping knife and I tried to stab him in the abdomen. And fortunately he had on a large metal belt buckle under his clothing and a knife blade struck with such force that it broke and he fled in terror. Mislim, sej, po eni strani je grozno, ne? Tam teroristi pod stresom se razstreljujejo, ameriški predsedniki pod stresom koljajo. Sej ne moreš, kam boš pa še šel? Američani imajo na desni strani zmešanega milijarderja, tipa, ki bi ubil dojenčka, in norca, ki ni postal morilec sam zaradi modnega stila onega drugega. Mogoče vam je všeč, ko se na soočenjih prepirata Janša in Janković, a Slovenci napram Američanom imamo za burek. Res je, tudi pri nas kandidirajo psihopati, a dokler ne bomo razpravljali o potovanju skozi čas in štihanju ljudi, se o volitvah jaz ne bom niti pogovarjal. Zdaj pa k bolj lahkotnim temam. Ustavimo se za trenutek pri novem bestsellerju Boža Repeta, imenovanem Prvi predsednik. Tako je, knjigo o Milanu Kučanu je napisal zgodovinar, ker so vsi pisatelji rekli, sorry, Kučan je pa prestar, to mora pa zgodovinar v roke vzeti. Tega se bez ne mislim dotikati, pardon. To so pa zgodovinske teme. On je toliko star, da se spomne, ko je bilo v Murglah še morje. Ziher so to rekli. On je toliko star, da je sedel v prvi vrsti pri velikem poku. On je toliko star, da ga zdravniki sploh več ne pošljajo na rentgen, ampak ga samo proti luči pogledajo. Naj se zgodovinarji ukvarjajo s tem. Ampak zakaj? Se sploh ni toliko star. Pa je 74 let. No, na nekaterih desničarskih medijih sicer obtožujejo biografijo kot naročeno, jaz pa pravim, so what? A Janševe knjige niso naročene. A ja, ne, on prostovoljno obdaruje njegovih tekstov že. To sem čisto pozabil, to je prostovoljen prispevek njegov. Me pa čudi, da človek Kučanovega kalibra posega po tako staromodni metodi samopromocije, kot je knjiga. Kdo danes še bere, no? Mislim, da bi veliko večji efekt dosegel, če bi si odprl Snapchat račun in nas navduševal s slikami iz sprehodov. Ali pa če bi se udeležil kakšnega resničnostnega šova, jaz ne vem, v sadovnjaku brez lojtre. Gospod Kučan, kako je bilo v sadovnjaku? Zelo sem zmatran, smo ribe sobirali. Ali pa če bi šel za stand-up komika, to je danes popularno. In vicev je že itak poln. Poglejte, kaj je rekel na Radiu 1. Kaj ste se toliko Janši zameril?
Ne, mogoče je žalosten, da ne stanuje v Murglah. Možno, zelo. A ni komik, no? Rojen je za to. Že, folk, dobrodošli, jaz sem Milan. A veste, kako zebeš Janšo? Pošleš ga v London, ne dva vozi po desni in se ubije. No, Repetova knjiga obravnava obdobje od predsednikovega otroštva do danes, za vire pa navaja Državni arhiv in Kučanov osebni arhiv, kar je omogočilo Repetu slediti Kučanu dobesedno od ure do ure. Kar nam pove, da imajo tudi strici z ozadja, strice z ozadja. Se ga predstavljate, gleda dnevnik. Kaj pa ti, Božo si ti? Jaz bi dal sem ves denar, ki ga imam, da bi lahko videl Janšo v knjigarni, ko nakupuje knjige za darila, neka Božič pride. Imate kakšno knjigo? Imamo to Repetova, krasna biografija. Bejš mi s tem, da raš koran kupim kot to. No, drugače pa pripričan sem, da bodo desničari slej ko prej pobrali vse knjige iz knjižnic in jih zakopali in jih z veseljem do konca življenja plačevali zamudnino za njih. Sam da ne bodo en drug tega bral. Te se kar ponujejo, ne? Ali pa če bi Janšev sin dobil za bralno značko Repetovo knjigo. Mojega Janša takoj pripiše na prilagojeni program, tam ziher tega ne bi brali. No, če povzamem. Za marsikoga je Kučan prvi slovenski predsednik. Za druge murgelski palček. Za ene strici z ozadja. Za enega žalosten prdec iz Murgel. Za druge foter. Za tretje stric. Ampak za kjerga klinca palca je pa knjiga 50 evrov, mi pa ni jasno. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.